Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Luka Koper je naznanila, da se bodo ta teden začela izvajati gradbena dela za podaljšanje severnega dela prvega pomola, v okviru katerih bo skupno vgrajenih 1750 pilotov dolžine od 60 do 70 metrov. Pilotiranje se bo izvajalo le ob delavnikih, na mesec pa bodo vgradili postopoma največ 100 pilotov. Poleg že vzpostavljenega monitoringa prašnih delcev in hrupa na območju pristanišča, izvajajo tudi monitoring hrupa z gradbišča, vibracij in kalnosti morske vode. Piloti bodo v območju plimovanja zaščiteni s posebnimi montažnimi kapami, ki ščitijo tudi pred korozijo. Kot pri gradnji južnega dela pomola bo hkrati s pilotiranjem potekala izvedba tlačne betonske plošče, zaščitene s hidroizolacijo. Projekt bo zaključen predvidoma do konca leta 2027. V tem času bodo v pristanišču zgradili 326 metrov obale z 2 privezoma, s čimer bodo pridobili 7 hektarov dodatnih skladiščnih in manipulativnih površin, do globine 16 metrov bodo poglobili tudi morsko dno in zgradili vso potrebno infrastrukturo. Na spletni strani Luke Koper so še zapisali, da je blagovna skupina kontejnerjev strateškega pomena, zato z novimi naložbami le utrjujejo status največjega tovrstnega pristanišča v severnem Jadranu. Po zaključku gradbenih del in namestitvi obalnih dvigal ter ureditvi obstoječih skladiščnih površin bodo tako letno zmogljivost pretovora kontejnerjev povečali na 1,8 pretovorjenih kontejnerskih enot. Občina nadaljuje z ukrepi za izboljšanje parkirnih razmer v strnjenih naseljih. Tokrat so se lotili območja nad Kvedrovo ulico na Markovcu, kjer bo zgrajenih 91 novih parkirnih mest. Na območju ob cesti na Markovec bo zgrajenih 7 vzdolžnih oziroma bočnih parkirnih mest. Večje parkirišče s 84 mesti bo urejeno na ulici Semedela, kjer bo na voljo 5 parkirnih mest za gibalno ovirane osebe in 9 za enosledna vozila, kot so motorna kolesa. V sklopu projekta bodo rekonstruirali tudi približno 50 metrov ulice Semedela in uredili enostranski pločnik do vhoda na novo parkirišče. Pločnik bo zgrajen tudi na dostopu do parkirišča ob cesti na Markovec. Poleg tega bo izvedena nova cestna priključitev na cesto na Markovec in ulico Semedela. Z ureditvijo meteorne kanalizacije in nove razsvetljave bo postavljen tudi podporni zid. Na parkiriščih bodo zasajene sadike hrasta, črnika in koprivovca, zelenice pa bodo obogatene z manjšimi drevesi, grmovnicami in trajnicami. Za vzdrževanje zasaditve bo urejen vodni priključek, namenjen namakalnemu sistemu. Zaključek del je predviden januarja prihodnje leto. Gradbena dela bodo potekala v okviru naložbe, ki vključuje tudi ureditev odvodnjavanja in postavitev javne razsvetljave. Vrednost investicije znaša 1,15 milijona evrov. V soboto so v Avditoriju Portorož odmevale Melodije morja in sonca, festival, ki se je letos odvil že 44. leto zapored. Otvoril jih je lanskoletni zmagovalec Žan Videc s pesmijo Neznano, ki jo je zapel v elektronski preobleki pod taktirko svetovno znanega producenta Anžeta Igličarja, bolj znanega kot Proteus Noir. Na oder sta nato stopila utečen voditeljski par Lorela Flego in Mario Galunič. Častna gostja večera je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki so jo ob prihodu v dvorano pozdravili z aplavzom. In dobrodošla, gospa predsednica Republike Slovenija. V tekmovalnem delu se je predstavilo 14 izvajalcev, ki so ob spremljavi MMS benda pod vodstvom Tomija Puriča predstavili nove poletne skladbe. Največ navdušenja je požel legendarni Oto Pestner s pesmijo Ko bi znal, za katero je besedilo prispevala gostujoča avtorica Miša Čermak, nagrajena z nazivom MMS avtorica.
Ob koncu tekmovalnega dela, ko so se seštevale točke in ko so čakali na razglasitev, se je zdelo, da bo nagrado že 5. v karieri osvojil prav Pestner, a se je zgodba razpletla drugače. Zmagovalna pesem je po skupnem seštevku glasov občinstva v dvorani, telefonskega glasovanja, radijske in strokovne žirije postala skladba Kristalno jasno, ki jo je zapel Darek Kavrič, znan kot član skupine Kingston. Dve nagradi je osvojila skupina Regen s pesmijo Jaz in ti, nagrado MMS Bodočnost in nagrado strokovne žirije. Nagrado MMS Legenda pa je prejela skupina Avtomobili, ki na slovenski glasbeni sceni deluje že več kot 40 letja. Predstavili so se s skladbo Ti ne veš. Čeprav festival vsako leto prinaša podobno zmes glasbe, šova in humorja, ostaja pomemben del slovenske poletne kulturne krajine. Kraj, kjer se srečata preteklost in sedanjost, mladi upi in stare legende. Včeraj se je v sejni sobi Pretorske palače odvila 23. redna seja občinskega sveta Mestne občine Koper. Obravnavali so 22 točk, na več kot 5-urni seji pa je bilo prisotnih 27 od 33 svetnikov in svetnic. Svet je odločal o potrditvi investicijskega programa za nov zdravstveni center Koper, ki bi bil zgrajen na območju urbanega središča Barka. Glavni cilj investicije je zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje zdravstvenih storitev, boljšo oskrbo bolnikov in kakovostnejšo zdravstveno obravnavo v skladu s sodobnimi standardi. Vključeval naj bi 5-nadstropno stavbo z ambulantami, drive-in lekarno in krizno točko za primer epidemij ter sončno elektrarno na strehi stavbe. Projekt je ocenjen na 31,8 milijonov evrov z DDV. Mestna občina Koper naj bi prispevala glavni vir financiranja in sicer dobrih 24,9 milijonov evrov. Dela naj bi se začela oktobra 2025, zaključena pa naj bi bila predvidoma marca 2028. Za je glasovalo 19 svetnikov in svetnic, 9 pa proti. Svetniki so z 19 glasovi za potrdili novogradnjo vrtca Giardino d'Infanzia Delfino Blu enota Hrvatini z namenom omogočiti ustrezne pogoje za izvajanje vzgojno-varstvenega procesa, uvesti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti ter zagotavljanje ugodnih delovnih pogojev. Vrednost investicijskega projekta znaša po tekočih cenah 4,4 milijona evrov. Mestna občina Koper bo projekt prijavila na javni razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki bo v primeru uspešne prijave v celoti financirala. Gradnja je predvidena v letih 2027 in 2028. Potrdili so tudi predlog sklepa o potrditvi novelacije investicijskega programa za ureditev kopališča v Žusterni. Namen projekta je izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječega javnega kopališča, izboljšanje kakovosti javnega prostora ter povečanje dostopnosti in varnosti za vse uporabnike. Prenova zajema ureditev betonskih površin, otroškega bazena, zelenih površin in ureditev dostopov za gibalno ovirane osebe. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 3,3 milijona evrov. Sama gradnja bo potekala do poletja 2026, v času kopalne sezone pa se dela ne bodo izvajala. 18 svetnikov in svetnic je glasovalo za, nihče proti.
Na koncu so članice in člani občinskega sveta sprejeli še, da se za člana nadzornega sveta Marjetice izvoli Roka Perkoviča in Petra Mele. Mandati bodo trajali do izteka mandata sedanjega nadzornega sveta, torej do 4. januarja 2028. Včeraj so na seji ankaranskega občinskega sveta člani soglasno sprejeli sklep, s katerim so potrdili spremembe vrednosti projektov znotraj načrta razvojnih programov za letošnje in prihodnje leto. S prerazporeditvijo sredstev bo občina pokrila stroške prenove dela železniške ceste, kjer bo prav kmalu pričela urejati kolesarsko stezo. Poleg tega bo v okviru tega projekta uredila še pločnik za pešce, elektrovod in gospodarske javne infrastrukture, razsvetljavo in zasaditev dreves. Občinski svet je soglasno izdal tudi sklep, s katerim sicer podpira ureditev ankaranskega obrobnega kanala, a ugotavlja, da trenutno izvedena dela slabšajo poplavno varnost, rušijo vodni režim ter onemogočajo namakanje kmetijskih površin, zato zahteva takojšnjo zaustavitev gradbenih del na tem projektu. Hkrati poziva na takojšnjo postavitev začasne zaščite pred vdorom morske vode v obstoječi kanal, v nadaljevanju pa dopolnitev projekta dokumentacije in izvedbo posegov za zagotovitev ohranitve kmetijskih zemljišč ob AOK. Kot so še zapisali v občinskem svetu, bo občina Ankaran prizadetim kmetom z območja ankaranske bonifike nudila vso potrebno pomoč za zaščito njihovih interesov, saj se je le tako moč zoperstaviti poskusom uničenja kmetijskih površin. Včeraj se je v Kopru začel mednarodni festival gledaliških in umetniških akademij oziroma festival Fuga. Med 10. in 15. julijem bo potekal že 6. leto zapored. Gre za edini festival, ki povezuje gledališke akademije iz različnih delov Evrope, letošnja edicija pa prvič odpira prostor tudi vizualni umetnosti ter prinaša novo dimenzijo interdisciplinarnega sodelovanja. Letos smo imeli rekordno število prijav in tudi vsako leto bolj uveljavljenih institucij iz cele Evrope, na kar smo jih izbrali 5. Namreč letos se zaradi novosti programa, ki ga delamo skupaj z obalnimi galerijami, naš gledališki program skrajšal za eno predstavo oziroma en dan, ker je ta en dan namenjen otvoritvi razstave v skladišču Monfort. Tako da bo letos na festivalu 5 predstav oziroma žal samo 4, ker je zaradi organizacijskih komplikacij predstava iz Beograda mogla biti odpovedana in jo bo nadomestila ne v tekmovalnem programu, ampak samo kot nadomestek magistrska produkcija študentke iz AGRFT-ja Gaje Filač, ki je pripravila en video iz umetnosti giba. Ta predstava pač ne bo v tekmovalnem programu, ker ni šla skozi selekcijo, ker je v bistvu nadomestna predstava za predstavo iz Beograda, ki odpade. Letos smo se povezali poleg obalnih galerij tudi še z gledališčem Glej in njihovim programom Boundary Crossing, katerega del sem bil lani. In potem s to lepo izkušnjo smo se nekako zmenili, da sodelujemo in da v bistvu to metodo Boundary Crossing prinesemo tudi na Fugo, na tale del, ki ga delamo skupaj z obalnimi galerijami v skladišču Monfort. V okviru sodelovanja bo 14. julija v galeriji Monfort v Portorožu odprta razstava, ki je nastala kot odziv na predstave v festivalskem programu. Skladišča soli tudi prostor, vsaj ena od izmed teh 2 dvoran prostor, kjer bi se lahko nadaljevala neke zgodbe multidisciplinarnih praks in jasno tudi odpiranja vizualnega polja, tako že vemo od modernizma dalje, tako v gledališču kot performansu in zakaj pa ne včasih tudi poeziji pa glasbi. Tako da mi udejstvujemo to poslanstvo multidisciplinarnosti in seveda podpiramo katerokoli vsebino in naravnanost programskega dela, ki podpira mlade talente v našem decentraliziranem okolju slovenske Istre. Razstavo, ki jo vodi interdisciplinarni umetnik Marko Čeh, bodo pod mentorstvom soustvarjali mladi likovni umetniki. Zgodile se bodo predstavitve teh umetnin in trenutno še ne vemo
kakve bodo, seveda se ne moramo vedeti, ker se bodo pač sproti razvijale. Jaz sem verjetno tukaj zaradi tega, ker pač zdaj zadnjih par let uspešno združujem to malo gledališče pa druge umetnosti, ne bi lahko rekli, malo se mi tudi počujejo, da sem interdisciplinarni umetnik. In vsekakor bo stvar interdisciplinarna, druga pa bi vam pač samo rekel, da pridite pogledati. Za izobraževalni del bo poskrbelo gledališče Glej s programom Boundary Crossing. Boundary Crossing je sicer program, ki ga Glej razvija že nekaj 4 leta in sicer z 2 univerzama, HKU iz Utrechta in Kadir Has iz Turčije. Nastal je program nekje tam v koronskem času z željo, kako v bistvu ohraniti ta nek element mednarodnih povezovanj za neko generacijo, ki bo tukaj očitno prikrajšana, ker v tistih letih ne bodo pač imeli možnosti ne izmenjav, ne zares dela v mednarodnem okolju. In so v bistvu profesori iz HKU predlagali, da se povežemo znotraj programa, ki pa vseeno ohranja ta element in skuša zgraditi neko metodologijo, ki gradi v bistvu na medkulturnem delu, na interdisciplinarnih povezavah in predvsem na iskanju načinov, kako pač ohranjati to dimenzijo živo tudi v časih, kjer potovanja mogoče niso možna. Potem se je to razširilo in potem je v bistvu postal Boundary Crossing nek program, ki hkrati združuje online delo skozi 10 tednov, spoznavanje različnih metod, različnih praks in potem na koncu tudi moment, kjer se lahko umetniki srečajo, skupaj razvijajo do konca dela in na ta način zgradijo nekaj novega. Pester program bo ponujal tudi večerne koncerte, ki se bodo odvili v prenovljenih prostorih Kluba študentov občine Koper in v Bastionu. Za glasbo bodo poskrbeli Eros z DJ setom, band Smetnaki, domačini Cona 40 in Beatles Legendado. Mi smo z odprtjem novega prostora Kluba študentov prevzeli nekako to odgovornost, da zagotavljamo študentom prostor za udejstvovanje, za druženje in za samoorganizacijo. Pri čemer smo zelo hvaležni na pobudo Helene in Ivana za to, da se priključimo festivalu. V bistvu se gre za to, da nam je ključnega pomena to, da se lahko obogatimo nekako nek lokalni prostor, kulturno življenje in študentsko življenje v Kopru. To, da lahko nudimo naprimer te večere z glasbenim programom na klubu, v bistvu pač s tem nudimo možnost, da se lahko ti študenti, ki pridejo iz povsod, pa tudi pač naši lokalni študenti zdaj med poletjem nekako soočajo z to lokalno kulturo in to nas je v bistvu nekako, to je bilo naše vodilo pri tem, ko smo sprejeli to pobudo za sodelovanje. Festival izpostavlja umetnost kot odziv na aktualno družbeno-politično dogajanje. Predstave zrcalijo politične napetosti, iskanje identitete in negotovost, mladi ustvarjalci pa te teme pogumno prinašajo na oder. V okviru festivala bo v ponedeljek organizirana tudi okrogla miza z naslovom Kaj pomeni biti umetnik danes, ki bo raziskovala vlogo umetnosti v času družbene negotovosti. V torek se bo festival zaključil s podelitvijo nagrad strokovne žirije in Glasa ljudstva. Končalo se je svetovno prvenstvo jadralnega razreda Optimist, ki je letos potekalo v Portorožu. Konkurenca je bila močna, saj je bilo na tekmovanju rekordno število udeležencev. V slovensko Istro je namreč prišlo 281 mladih jadralcev iz 64 držav. Odlično so se odrezali tudi slovenski predstavniki, sta bila kar 2 med najboljšo deseterico. Mihael Zobec je postal svetovni podprvak, medtem ko je bil Val Grbec 6. Prvi 3 dnevi prvenstva so bili namenjeni kvalifikacijskim regatam, ki so jadralce razdelile v 4 kakovostne skupine.
Sledila je ekipna tekma, kjer so se zmage veselili Španci pred Singapurci in ZDA. Kljub temu, da so Slovenci v prvem dnevu zmagali na 2 regatah, pa so se morali v nadaljevanju sprijazniti zgolj z uvrstitvijo med najboljših 16 ekip. Finalni plovi posamične ekipe so bili zelo razburljivi, Slovenci pa smo se drugič v zgodovini povzpeli na stopničke, prvič po 10 letih. Mihael Zobec je, kot smo vodoma dejali, osvojil srebro, zaostal je zgolj za Grkom Nikolaosom Papasom. Med dekleti se je zmage veselila Ukrajinka Olha Lubjanska. V jadralnem klubu Pirat so bili organizatorji prvenstva izjemno zadovoljni. Vse je potekalo po načrtu, kljub temu, da je kdaj ponagajala vročina in šibek veter. Še enkrat več pa je predsednik kluba Mitja Margon poudaril, kako pomembna je nova maritimna ureditev za slovensko jadranje, saj ta omogoča izvedbo tudi tako pomembnih tekmovanj, kot je bilo tokratno svetovno prvenstvo. Češnjo na torti so dodali tudi odlični rezultati, ki dokazujejo, da se za ta šport v Sloveniji ni bati. Ostajamo na morju, saj nas je včeraj razveselila še ena lepa novica. Najboljša slovenska potapljačica, Koprčanka Alenka Artnik, je na tekmovanju Vertical Blue na Bahamih na tamkajšnjem Long Islandu postavila nov svetovni rekord. V disciplini z enojno plavutjo se je potopila kar 123 metrov globoko in tako za dober meter še izboljšala svoj rekord izpred 4 let. Na koncu je rekorderka povedala, da je bila to ena težjih preizkušenj v njenem življenju, saj je bilo pred potopom veliko stresa, pomislekov, dvomov in tudi straha, a se je telo umirilo in odlično odzvalo, kar je privedlo do novega izjemnega uspeha. Včeraj se je na stadionu Grbavica v Sarajevu odigrala prva tekma prvega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med domačim železničarjem in gosti iz Kopra. Pred tekmo je bilo favorita nemogoče napovedati tudi zato, ker smo komaj na začetku julija in so ekipe še naprej v fazi uigravanja. Krasna kulisa je v bosanski prestolnici pred 13.000 gledalci ponudila atraktivno tekmo, ki se je s poznim zadetkom domačih končala z rezultatom 1:1. Kanarčki so se na dvoboj odpravili brez 2 pomembnih členov, in sicer Tomija Juriča ter Ahmeda Sidibeja. Tudi zato smo od prve minute na zelenici videli 2 novinca, Jasmina Čelikoviča ter Josipa Iličiča. Slednji, ki še naprej velja za enega najboljših slovenskih nogometašev v zgodovini, je za prvo asistenco v rumeno-modri majici potreboval zgolj 7 minut. V kazenskem prostoru je lepo našel Izaka Matonda, ki je s pretkanim poizkusom premagal domačega vratarja. Nadaljevanje prvega dela igre je minilo v povsem enosmernem prometu Bosancev, a je Koper zahvaljujoč odličnemu vratarju Metodu Jurharju ostal v prednosti. To je držal vse do 96. minute, ko je predložek strani z natančnim strelom z glavo pospremil rezervist Aleksandar Boljevič. Primorcem je torej v zaključku tekme zmanjkalo koncentracije, zato boste ekipi v četrtek na Bonifiki začeli poravnavi. Zanimanja za povratno tekmo je ogromno, zato je UEFA celo odobrila odprtje montažne tribune, tako da se pričakuje razprodan stadion, torej več kot 4.000 obiskovalcev. Zmagovalec obračuna se bo v drugem delu kvalifikacij pomiril z norveškim Vikingom. Za nastop v skupinskem delu po kakovosti 3. najmočnejšega evropskega tekmovanja bo moral Koper preskočiti 4 ovire. Zgodilo se je že, da je nogometno tekmo prekinil kakšen posebnež ali goreča navijačica. Zgodilo se je že, da je nogometno tekmo prekinila kakšna manjša živalica, kot so mačka, veverica, kužek ali golob. Obiskovalcu, ki je pred dnevi pritekel na slovensko zelenico v Dornavi, pa se čudijo vsi. Poglejmo posnetek, ki je kar hitro zaokrožil po spletnih omrežjih in ta del Slovenije postavil na nogometni zemljevid.
Strinjamo se lahko tudi z opisom Only in Slovenija. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Že na sobotni večer ob 19:30 bo v parku Halvati v Kopru na sporedu lutkovna predstava Zlati ključek namenjena najmlajšim. Dogodek bo potekal v sklopu 23. Alpe Adria Puff festivala. Ob 21. uri pa se bo v amfiteatru Auditorija Portorož odvijal baletni spektakel Veliki Gatsby v produkciji SNG Opera in Balet Ljubljana. V pripovednem baletu, ki ga je koreografiral priznani Leo Mujić, bodo nastopili baletni solisti in ansambel. Ob isti uri pa bo v Kopru na parkirišču Bonifika zaživela Numatronic Istra Electro Night. Na tej bodo nastopili pionir slovenske elektronske glasbe DJ Umek, sodobni tehno ustvarjalec Sam Wolf, mojster Heartbeata, Gumja, vzhajajoča zvezda Estora, Gaja Prestor ter energični Elakto. V nedeljo pa bo ob 20:30 v parku Pietro Kopo v Izoli prizorišče koncerta Nedelja jazz, na katerem bo nastopil ljubljanski jazz oktet. Ob 21. uri pa bo v Pokrajinskem muzeju Koper uprizorjena sodobna plesna predstava z naslovom Koperski odmevi koreografa Pavla Mangiole. Gre za epizodično intimno delo, zasnovano posebej za ta zgodovinski prostor. Na ponedeljkov večer ob 19. uri pa bo na Ukmarjevem trgu v Kopru na ogled otroška lutkovna predstava Piccoli di Podreka. Ta bo del 23. Puff festivala. Ob 21. uri pa v taverni Koper sledi večer muzikala in kabareta, na katerem bosta nastopila vokalistka Tjaša Fajduga in pianist Blaž Jurjevčič. Na torkov večer ob 20:30 pa se lahko udeležite dogodka v parku Sonce v Luciji, ki bo tokrat gostil koncert lokalnega benda Caro Mio v okviru cikla Glasbeni utrinki v parku Sonce. Naslednji dan v sredo pa bo ob 20. uri v vrtu Pokrajinskega muzeja Koper potekal filmski večer v sklopu 3. edicije festivala Jeff. Gre za večer jugoslovenskega avantgardnega filma in predvajani bodo izbrani eksperimentalni filmi iz arhiva Slovenske kinoteke. V četrtek bo v dopoldanskih urah, natančneje ob 10:30 v parku Halvati v Kopru uprizorjena lutkovna predstava Mojca Pokraculja, priljubljena slovenska pravljica, ki se bo odvila v sklopu Puff festivala. Ob 20:30 pa v vrtu Pokrajinskega muzeja Koper sledi koncert Marka Eurija, francoskega multiinstrumentalista, ki združuje klasično glasbo z sodobnimi zvočnimi vplivi. Ob istem času pa se bo v Izoli na Largu pri Špini pričel koncert zasedbe Andalinda, ki bo poslušalce popeljala v svet gypsy jazza in balkanskega etna. Ob 21. uri pa se bo na Vaškem trgu v Šmarjah pričela filmska projekcija z naslovom Lars je lol. Ta bo potekala v okviru programa Kino Istra Cinema Istra. Gre za toplo norveško družinsko komedijo o sprejemanju in prijateljstvu. Ob 21. uri pa v križnem hodniku samostana svetega Frančiška v Piranu lahko obiščete koncert zasedbe Šlarps v okviru 47 piranskih glasbenih večerov. Ob 21:30 pa bo v letnem kinu Arigoni v Izoli nastopil legendarni Rade Šerbedžija s svojo skupino Zapadni kolodvor. Njegov koncert je večplastna umetniška izkušnja, ki združuje glasbo, poezijo, zgodbe in igralski čar umetnika, ki je preživel številne pretrese in zaznamoval generacije. To je z naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden.
To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.